Gospe in gospodje, dober večer na pogovornem večeru, namenjenemu referendumu, ki se bo, upajmo, zgodil v čim bližji prihodnosti. Referendumu, ki na prvi pogled ni ključen za slovensko prihodnost. Marsikdo bo rekel, da je trivialen, da se tiče zgolj malega števila zgodovinarjev, da je nepomemben, da Slovence mora zanimati prihodnost in ne preteklost. Danes smo se zbrali trije, ki menimo drugače, da obstaja lok med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Da je problem Slovenije v tem, da tisti, ki obvladujejo preteklost, obvladujejo prihodnost. Tisti, ki obvladujejo prihodnost, obvladujejo sedanjost. In da smo zaradi tega, ker smo de facto obtičali v preteklosti, ker nismo razčistili peze komunizma v državi, tam, kjer smo. In vsi trije danes zbrani menimo, da je pot v lepšo prihodnost lahko tlakovana samo z resnico. Z resnico v preteklosti, resnico v sedanjosti, ki bo omogočila potem tudi resnico v prihodnosti. Na moji levi je, oziroma na moji desni, je gospa poslanka in kandidatka za evropsko poslanko, gospa Romana Tomc, na moji levi pa gospod Roman Leljak. V zadnjem času se je zelo uveljavil kot raziskovalec, amaterski zgodovinar, katerega uvid pa presega, po moji oceni, raziskovalno delo 50 zaposlencev na Inštitutu za novejšo zgodovino. In naj mi bo oproščeno, da bom zagrešil zdrs neomikanosti in najprej predal besedo gospodu Leljaku, če ravno bi uglajenost zahtevala, da bi dal besedo gospe Tomčevi, ampak glede na to, da gospod Leljak dnevno se ukvarja s problemi arhivov, ga bom najprej izval s tisto tehničnim vprašanjem, če primerja zakona iz leta, se pravi zdaj veljavni zakon in pa novelo zakona o arhivih, ki jo bomo, upam, v čim večjem številu zavrnili na referendumu, kako za nekega raziskovalca, ki dnevno preživlja čas v arhivu, kako bi lahko primerjali delo po starem in po novem zakonu. Hvala lepa za besedo. Me veseli, da sem danes tukaj v Sevnici. Ja, vprašanje, na katerega verjetno odgovarjam v zadnje čase največ. Ne bi odgovoril samo kot raziskovalec, mogoče tudi kot navaden državljan. Povedal bi naslednji, če vzamem primer partijskega arhiva, se pravi arhiva Zveze komunistov Slovenije, Komunistične partije Slovenije, bi povedal naslednji. Od leta 2006, ko je ta veljavni zakon velja, je celotno gradivo popolnoma dostopno. Kdorkoli od vas, ko danes stopi v arhiv Slovenije in reče, prosim, dajte mi osebni dosje gospoda Milana Kučana in ga boste dobili. Brez kakršnikoli zadržkov. Niti ne boste rabili povedati, zakaj ga rabite. Sedanja novela, ki so pa sedaj sprejeli, pa ta zadevo zakomplicira. Pove,
da je na primer partijska dokumentacija odprta, ampak samo v tistem delu, ki ne vsebuje osebne podatke. Spravi, občutljive osebne podatke. Ta pojem občutljivih osebnih podatkov je zelo subjektiven. Sicer objektivno navaja, kaj je to, da gre za vprašanje narodnosti, vprašanje bolezni in podobne stvari, ampak subjektivno so pa potem tiste podveje, ki pa je potem vsak direktor arhiva oziroma arhivska komisija določi sam. Zato s temi osebnimi občutljivimi podatki sploh nimamo nekako sreče. In sedaj, če boste po novi noveli prišli, vam bo seveda ta zadeva ponovno dostopna za eno zamenjavo. Naprimer, v dosjeju Milana Kučana bojo mogli prečrtati, da je Slovenec, morali bojo prečrtati vse tiste bolezni, ki jih je imel v srednji šoli, ali potem naprej, ali kot član Zveze komunistov, ali član centralnega komiteja od 69. leta do 90, se pravi, tistem delu te zadeve ne bojo dostopne. Se pravi, če govorim samo v tem arhivu. In ta novela v bistvu sedaj uveljavlja nekaj za nazaj. Tisto, kar je bilo že sedaj odprto. Je pa nažalost res, da smo te dokumente zelo slabo uporabljali. Dosje Milana Kučana sem jaz pred mesec dni objavil na svoji spletni strani. Pred tem ga nihče ni gledal. Niti en slovenski novinar ali pa posameznik, ne vem zakaj ne. Kar se pa tiče gradiva službe državne varnosti, ki je seveda najbolj zanimiva in ki je v bistvu predmet zanimanja slovenske javnosti, moramo povedati, da pa ni predmet zanimanja slovenskih raziskovalcev. V teh 5 letih vam lahko povem, da smo v arhivu v bistvu bila samo 2, Omeza Igor in jaz. Jaz v arhivu Slovenije še nikoli nisem srečal niti gospoda Pirjevca v 5 letih, niti enkrat. Niti Vileta, na koncu tudi naših desnih zgodovinarjev, niti enega. Zakaj je to tako, jaz na to vprašanje ne morem odgovoriti. Sem pa upam dokazal, ne samo slovenski javnosti, pa tudi evropski javnosti, da se v teh arhivih lahko najde marsikaj, da lahko najdemo podatke, ki bojo na nek način spremenili tisto, kar nas resnico o zgodovini. Evo, ravno danes v večini hrvaških medijev, slovenskih pač ne, je objavljena novica, ki jo je dala v bistvu nemška policija, da se zahvaljujejo raziskovalcu Romanu Leljaku, ker jim je dal glavne dokaze v postopku proti Perkoviću in Mustaču, ki ga imajo, ki so jih Hrvati izročili. Gre za posebne pravilnike službe državne varnosti, ki se jih našel v arhivu Slovenije, govorijo pa pravilnik uporabi metod in sredstev v tujini, poseben pravilnik o tako imenovani grupi A, namreč 69. leta so se v Zagrebu našli vsi načelniki službe državne varnosti po republikah in so se nekako dogovorili, da pa zdaj ubijali, ugrabljali v tujini ne bi več krko vsak poprek, ampak da naredijo posebno skupino, ki se imenovala grupa A. Seveda je ta sedež te grupe A je bil v Ljubljani. Šef te grupe A je bil načelnik slovenske službe državne varnosti, tako da je od 69. leta naprej ugrabitve in likvidacije za celotno Jugoslavijo izvrševala slovenska udba. In v tem so izdelali tudi pravilnik. Pravilnik, ki je bil narejen v 15 izvodih, eden se je ohranil in tega smo predali, v bistvu vsem predal nemškim preiskovalnim organom in je to danes glavni dokaz za to, kar je počela udba v tujini. Ampak pravim, neke stvari pač v slovenske medije ne pridejo, veliko bolj je pomembno, kar sem jaz počel leta 79, 90, pa 81. Kakorkoli. Arhivi službe državne varnosti tudi v bodoče bi bilo prav, da so odprti tako, kot so danes.
danes so odprti, predvsem v tistem pogledu, ko govorimo o nosilcih javnih funkcij v bivšem sistemu. Ni nobenih omejitev. Se pravi, vsak dokument, če je le človek bil nosilec javne funkcije v bivšem sistemu, je popolno odprto. Tadašnji zakon ščiti samo žrtve. Po novem zakonu so zaščiteni vsi enaki, in žrtve, in tudi nosilci javnih funkcij. Pravijo, da bo z anonimizacijo zadeva rešena. Glejte, zelo težko. Jaz vam tudi pokazal telefilme. 1960. leta je beograjska udba nabavila nek stroj za mikrofilmanje, ki bi ga naj v Beogradu postavili in bi vse dokumente mikrofilmali na te filme, ki vidite tukaj, tako izgledajo. Ampak potem jim to nekako v Beogradu ni šlo, pa so rekli, dajte to onim ludim Slovencima, naj oni to prvo začnejo. Ne? In so ta aparat prenesli v Slovenijo in je Slovenija mikrofilmala vse dokumente od 45. leta do 52. leta. In te mikrofilme smo imeli mi zdaj 20 let v arhivu in jih v bistvu nihče ni gledal. So pa za vsak kraj, posebej, tole so tukaj za Celje mesto, imamo za Celje mesto, Celje okolico, tudi za Sevnico obstaja, mislim, da 24 takih filmov in je popisano vse, kar je Ozna delala v Sevnici od 45 do 52 leta. Jaz mislim, da teh filmov še nihče ni gledal. In teh dokumentov, teh slik je približno za 3 milijone do 4 milijonov A4 formata. In zdaj, če jim naročim za Celje, ki ima 108 takih filmov, vsak ima 3000 strani na vsakem teh filmov in jim rečem, dajte mi to, bi to pogledal. Prvič, arhiv mora to vse spremeniti v slikovni material, se pravi iz filma skenirati in se skenirati, na vsakem prikrit osebni občutljiv podatek in ko to naredijo, mi te listine lahko pokažejo. Se pravi, prikrit morajo na vsakem teh dokumentu, kdo je bil Slovenec, kdo je bil Hrvat, Srb, kakšno bolezen, preljube in takšne stvari, ki sodijo med osebno občutljive podatke in tako. In da tole storijo, trenutno imajo 2 zaposlena, pa če jih zaposlijo še 8 dodatnih, ki jih naj bo 10 zaposlenih, da bi te filme pripravili za mene, da jih pogledam, rabijo približno 50 let. Pa da vsak dan delajo po 8 ur. In čez 50 let bo to meni potem dostopno. To je po njihovem odpiranju. Veste, arhiva ni samo tisto, kar je papirnato, imamo tudi mikrofilme. Imamo te mikrofilme, imamo tudi mikrofilme, ki so nastajali po letu 60, 70, 80, 90. Tega materijala je ogromno. In ta zadeva ni tako enostavna. Zato je moje mnenje, da je ta varianta, ki imamo danes, da ščitimo žrtev, ker žrtev moramo ščititi, ker žrtva ni kriva, ker se je našla v postopku proti udbi. Krivi so pa tisti, ki so bili nosilci javnih funkcij. Za njih pa ta zakon ne ščiti, v njih pa lahko objavljamo popolnoma vse. Na koncu konca tako, kot lahko objavljamo za nosilce javnih funkcij danes. Nobene razlike. Ampak za nazaj pa bomo mi ščitili popolnoma vse, tiste, ki so bili zaprti, žrtve, tisti, ki so to povzročili, vsi so enaki, vsi imajo enake pravice in to samo zato, ker naj bi ustava govorila o tem, da smo pred ustavo vsi enaki. Vsi smo vsi enaki, ampak nosilci javnih funkcij imajo pa vseeno večjo odgovornost, kot pa tisti, ki pa nimamo teh funkcij. No, zaenkrat tudi pa. Hvala. Gospa Tomčeva, ukvarjate se v Državnem zboru z vprašanji socialne politike, ekonomske politike. Kako bi našemu davkoplačevalcu razložila, da je takšen referendum, ki morda zadovoljuje raziskovalno radovednost gospoda Leljaka in Omerse, stane pa 3,6 milijona evrov, oziroma vkolikor bi prevladal, v kar sicer dvomim, razum v Državnem zboru in bi razpisali referendum hkrati z evropskimi volitvami oziroma lokalnimi jeseni 1,1 milijona, kako upravičiti to? Zakaj je, na primer, za mladega človeka v Sevnici
ki nima prav dobre perspektive, kar se tiče zaposlitve, ali pa upokojenca z precej uborno pokojnino, zakaj je pomembno iti na referendum, se pravi, poleg tega, da zadovoljimo Omerso in Leljaka, poleg tega, da zadovoljimo pieteto do žrtev, kako upravičiti ta vendarle visok strošek. Zdaj seveda vse je relativno, glede na to, da se država zadolžuje 1 milijon evrov na uro, pomeni, da je strošek referenduma praktično pokrit v uri trajanja naše okrogle mize, se pravi, vse je relativno v tej državi, ne, ampak prepričan sem, da je pa za vsakega med vami 1 milijon evrov skoraj da nepredstavljivo visoka vsota. Kako argumentirati, zakaj nas mora mlajše, ki nismo zgodovinarji, ki smo morda usmerjeni v prihodnost, zanimati preteklost? Hvala lepa za besedo. Najprej prav lep pozdrav vsem skupaj. Ja, takole bom rekla, ne, res je vse relativno in jaz sem na tisti strani, ko prepričujem vlado, da je to škodljivo in slabo in seveda nekaj zelo negativnega, kar bo vplivalo na nas vse. 2 milijona evrov je zelo veliko denarja, pa se bom zdaj premaknila na najbolj aktualne dogodke, bomo na koncu prišli, zakaj rabimo razčistiti svojo zgodovino, zaradi tega, ker počnemo danes takšne stvari, kot jih počnemo. Prihajam direktno iz Državnega zbora, kjer sem še pred 2 urama se nekako na odprti sceni bojevala z ministrico za delo, ki me je skušala prepričati, da vendarle spremenim svoje mnenje, da je sistem preprečevanja zaposlovanja in dela na črno za novo uvedbo vrednotnic super zadeva, ki bo rešila marsikaj v našem življenju, prinesla nekaj novih finančnih sredstev in pa predvsem zagotovila veliko varnost, socialno, zdravstveno in še ne vem kakšno za tiste, recimo gospe, ki pomagajo likati v kakšnem gospodinstvu in so povrhu še v pokoju. Vlada uvaja tele vrednotnice, o katerih jaz ne vem, a ste že slišali, ne, tako da ne vem, ali publika nagovarjam, ki to nekaj pozna, ampak to je še ena od takih neumnosti, ki se jih vsak dan spravijo narediti, prinesla bo pa v pokojninsko blagajno in v zdravstveno blagajno, v obe dve blagajni skupaj 350 000 evrov na leto. Apropo temu, da stane tale referendum nekaj milijonov evrov. Na drugi strani smo dopoldne v dopoldanskem delu obravnavali zakon o trošarinah, ki ga spreminjajo in seveda povišujejo trošarine. Trošarine so neke vrste obvezna dajatev, za katero so seveda v koalicijski pogodbi, koalicijski partnerji 2 meseca in 1 teden nazaj svečano podpisali, da davkov ne bodo oblikovali. Včeraj sem zastavljala poslansko vprašanje predsednici vlade, s katerimi konkretnimi ukrepi nameravajo enkrat vendarle že pokazati, da te njihove prazne obljube, ki jih dajo že 1 leto, niso samo črka na papirju. Nisem dobila nobenega odgovora. Moje vprašanje se je pa navezovalo na en dokument, ki se mu reče Nacionalni razvojni program. Nacionalni razvojni program je pomemben dokument, ki ga država naredi. Jaz verjamem, da najprej zaradi same sebe, da pove, kaj bi rada naredila, ga mora pa poslati tudi v Bruselj in Bruslju nas ocenijo. In tam noter je napisan spisek čudovitih želja, ki jih jaz takoj podpišem. Kaj vse bomo v tej državi lepega naredili, katere reforme bomo speljali, kakšno gospodarsko rast bomo imeli. In seveda med temi nalogami, ne, oziroma cilji, ki si jih je vlada zadala,
je recimo tudi cilj, da bomo v 2 letih imeli 70.000 novih delovnih mest. Napišejo popolnoma vse, kar si kdo spomni in kar si lepo sliši. Ampak kaj bo pa temu konkretno sledilo, kako boste zagotovili, da boste gospodarstvo napeljali na to, ker seveda gospodarstvo samo nova delovna mesta lahko ponudi, ne? Glejte, dvigujete davke iz dneva v dan, obremenjujete z novimi administrativnimi zadevami, ali tele vrednotnice in razne prevoznice in ne vem, kaj še vse imamo. Kako se bo gospodarstvo speljalo iz tega? Odgovora seveda ni. Kako boste zagotovili, da se bo masa plač v javnem sektorju znižala za 5% in da boste odpuščali v javnem sektorju, kar tam piše? Če vam je glavni sindikalist, gospod Štrukelj, jasno povedal, da to ne bo šlo. Ampak tam je vseeno zapisano. In piše še mnogo takšnih neumnosti, ki ne bodo nikoli uresničene, vsaj pod to vlado. Ne. Na drugi strani, ker te ukrepi, ne, ki pa jih napovedujejo, pa se nikoli ne uresničijo, se moramo pa zadolževati. In zadolžujemo se ekstremno hitro, v lanskem letu za 7 milijard 800, približujemo se 28 oziroma 30 milijardam zadolženosti, kar je, ne vem, gledajte, ko govorimo enkrat o 100 milijonih, si že prav težko predstavljamo, koliko je 100 milijonov. Koliko je milijarda, koliko je pa 30 milijard, pa pravzaprav si od nas nihče ne more predstavljati. Mogoče pa bo predstava boljša, če vam povem, da na leto priteče v državni proračun 8 milijard evrov. Mi smo zadolženi pa za 28. Tako da precej časa bo treba, da se bodo te zadeve obrnile in to ne boste vi odplačevali, ker ne morete. Ampak bodo to tisti, ki za nami prihajajo, odplačevali pa ne samo v denarju, ker bodo morali glavnico vračati in seveda obresti, ampak seveda v slabšem življenjskem standardu in še bo manj zdravstva, manj šolstva, ker to je spiralni krog, ki ne vodi nikamor. Jaz mislim, da je to zadolževanje dejansko eden izmed največjih problemov, ki jih ta hip imamo, ker to vse skupaj dejansko uhaja iz rok, zadolžujemo se celo na zalogo, ne vem zakaj, kakšne plane ima vlada, da nas zadolžuje na zalogo. Banka Slovenija je v svojem poročilu napisala, da bi lahko izvršili ta proračun, ki ga sedaj imamo, bi se bilo letos treba zadolžiti za 3 milijarde 600. Letos. Ker moramo seveda plačati vse tisto, kar več porabimo, pa ne zaslužimo, poleg tega moramo plačati še malo nazaj tistim, ki so nam posodili, pa še obresti, pa še marsikaj drugega in za vse to, tisto, kar zaslužimo, tisto, kar z davki prinesemo in plus zadolževanje bi bilo 3 milijarde 600 dovolj. Na podlagi njihovih številk, a minister Čufer nas je v 4 mesecih zadolžil za 4 milijarde 600 na zalogo. In zdaj potujete za predsednico vlade okoli po svetu in med razpravo danes me je ena novica še posebej razburila, ker piše na vseh prvih straneh predsednica vlade in finančni minister sta v Londonu predstavila investitorjem, potencialnim vlagateljem reforme. A jaz predsednico vlade že 1 leto sprašujem, da nam vendar povejo, katere reforme je ta vlada naredila. Ker ta vlada ni naredila nobene reforme. In ko se hvalijo sanacijo bančnega sistema, prvo, to je bil zakon, ki ga je sprejela vlada, oziroma ki ga je predlagala in potem sprejel parlament v času Janševe vlade. A se spomnite, kako je Alenka Bratušek stala na vseh okopih in skušala preprečiti ta zakon. Seveda tudi zakon, ki bi omogočil privatizacijo, kar je rak rana, naslednja. Dobila je na mizi pokojninsko reformo, pa delovno-pravno reformo. Zdravstvene pa ni mogoče narediti. Ampak danes imamo namesto zdravstvene reforme po 2 odstopih ministrov, v.d. ministrico za zdravje, pa še nobene ideje, kako bomo zdravstveni sistem reševali. Nobene ideje.
ker stališča so diametralno nasprotna med recimo pozitivno Slovenijo in socialnimi demokrati, kakšno zdravstvo v tej državi želimo imeti. In takšni seveda ne morejo najti rešitev, če imajo osnovnih pogledov usmerjenih v isto smer. Bančni sistem, a deluje bančni sistem? To, če smo v bančni sistem zaenkrat plasirali 3,5 milijarde davkoplačevalskega denarja, nismo naredili nič drugega kot to, da smo bankam, bi rekla, olepšali njihove bilance. Banke sedijo na denarju in ne kreditirajo gospodarstvo. In minister za gospodarstvo obljublja formiranje nekega sklada, ki bi kaj bi delal, kreditiral gospodarstvo. Zakaj pa, če imamo sanirane banke? Banke nimamo sanirane tako, da bi lahko rekli, da delujejo. Ker zame je bančni sistem saniran takrat, ko funkcionira. Ker drugače to, da je sam za sebe tam nekje ga ne rabi. Predsednica vlade se je lani pohvalila tudi v tujini večkrat, recimo v Die Weltu smo brali njen intervju, lahko, da bomo do konca lanskega leta izvedli privatizacijo tistih 15 podjetij, ki so jih obljubljali, pa da bojo naredili strategijo upravljanja z državnim premoženjem in tako naprej. Danes, aprila, imamo prodani 2 podjetji. Strategija ni nikjer, niti zlatega fiskalnega pravila oziroma zakona za izvedbo zlatega fiskalnega pravila. Nič od tega. In vse to so lansko leto zapisali v tem dokumentu, o katerem sem govorila, nacionalni reformni program. Vse to je pisalo, črko po črko, stran za stranjo in nič od tega se ni uresničilo. In seveda moje vprašanje je bilo, spoštovana predsednica vlade, kaj se je danes, ko imamo največje stanje politične nestabilnosti, tudi, ker se ne morate zmeniti ne v koaliciji in ne v svoji lastni stranki. Kaj je danes drugače, da vam lahko verjamemo, da boste tisto, kar ste napisali, dejansko tudi uresničili. In kako? Odgovor, sem že povedala, kakšen je bil. Ni ga bilo. In zato, ker smo v takšnem stanju in res smo v težkem stanju, smo res nenormalno zadolženi, ampak še to bi rada zraven povedala, ljudje pa vendarle, kakorkoli že gre, verjamem, slabo, pa pokojnine so nizke, pa službi, skoraj 130,000 brezposelnih imamo po Sloveniji ta hip, oziroma zdaj ta mesec je številka malce padla, ampak to je sezonsko gibanje, sicer se je pa v obdobju enega leta brezposelnost povečala za 4,000. V zadnjih 5 letih smo izgubili 80,000 delovnih mest v gospodarstvu. Izjemno slabe razmere so. Ampak kljub temu, ljudje še to kar nekako prenašajo in še kar živijo. In seveda dobivajo občutek, da je stanje boljše, kot je, tudi zaradi te enormne zadolženosti, s katero nekako vlada vzdržuje socialni mir. Mi nimamo več socialne države, tiste v pravem pomenu besede. Imamo pa socialni mir. In s tem, da se ne posega v javni sektor, kaj se dela? Kupuje se socialni mir. Edino to se dela s tem. In dokler se ne bomo pogledali resnici v oči, kje druge, tudi tukaj v javnem sektorju, se ne pravimo, da je treba polovico ljudi odpustiti, pa vsem na pol plače znižati, pa ne vem kaj, ampak treba ga pa racionalizirati. Naš javni sektor je za naše razmere absolutno prevelik. In te vrednotnice, ki sem jih omenjala, pogledajte, kaj bomo morali narediti. Zato, da bo ta sistem sploh funkcioniral, rabimo enega novega najma. Vključeni bojo AJPES, kjer bo imel vsaj eno novo službo, vključen bo statistični urad, vključen bo DURS, vključen bo UIP in še številne, ne vem, katere vse inštitucije. To je 5 novih ljudi, ker smo si napisali nove predpise, ki zahtevajo novo birokracijo. In tako se mi vsak dan malce poredimo na tem področju in to ne pelje nikamor. In tukaj rabimo res racionalizacijo. In seveda, kakorkoli že gledamo, javni sektor ni utrpel takšne
takšnega znižanja, takšne krize, takšne škode, kot so jo utrpeli ljudje v gospodarstvu. Ne verjamem pa, ker vidim, da ste tukaj tudi starejša populacija, mnogi od vas prejemate pokojnine, ne verjamem pa, da je na področju pokojnin mogoče narediti karkoli navzdol, razen na enem področju, ker mislim, da je pa treba tudi počasi narediti red. In sicer ga je treba narediti tako, da bodo pokojnine dejansko postale prejemek iz naslova minulega dela. In ne prejemek naslednjih generacij iz naslova pogojnih zaslug za narod iz nekega obdobja svojih prednikov. Hočem reči, da je treba očistiti pokojninski sistem, ki mora delovati po jasnih merilih, jasnih kriterijih in v stranki SDS zagovarjamo solidarnost, da ne bo tukaj kakšnih napačnih predstav. Seveda, takšen sistem, kot ga zdaj imamo, pomeni, da mlajša generacija plačuje za starejšo, sam plačuje za njihovo pokojnino, ne za vse ostale privilegije, ki so nekoč obstajali, danes pa nimajo nobenega razloga več, da obstajajo. In da počasi zaključim to zgodbo, če bo šlo tako naprej, če ne bo nobenih reform, če si ne bomo resnici pogledali v oči na vseh področjih, eno izmed področij, potem pač ne bomo mogli živeti drugače, kot da se bomo vedno znova samo zadolževali. Zadolževali se bomo pa vsaj toliko časa, dokler bomo v Evropski uniji oziroma v Evropski monetarni uniji brez kakršnih koli problemov. In ta fama, da se mi lahko zadolžujemo, ne vem, mogoče me bo potem Bernard kaj popravil, ki se tudi ukvarja strokovno s tem področjem, ampak jaz mislim, da so naložbe v Slovenijo, investicije v Slovenijo nekih ameriških ali katerihkoli vlagateljev izjemno varne. In ta fama, da niso varne, je po moje umetno ustvarjena. Ker ko bo nam zmanjka zavračati, nam bo posodila Evropska unija. Nas bo ščitila. A zavija začne, nas bo ščitila samo seveda pod njihovimi pogoji. Je pa tako, da trenutno so vse države, ki so okoli nas, zadolžujejo veliko ceneje kot mi. Irska je bila v programu, Španija je bila v programu, obegama sta nižje obrestne mere. Tako da tole, kar nam naša predsednica včasih postreže s podatki, kako zelo uspešni smo, ker so naše obrestne mere padle, so, seveda, ampak od drugih so padle še bolj. Imamo gospodarsko rast v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker naši izvozni trgi rastejo, zaradi tega, ker se Nemčija pobrala, zaradi tega, ker tja izvažamo. To je vse samo na račun izvoza. Naše gospodarstvo se pa ni prestrukturiralo, je prezadolženo in nič ne kaže, da bo kaj boljše. Zdaj pa skušam najti 3-4 stavke malo optimistične napovedi za prihodnje, ker res nismo v najboljših situaciji. In ena izmed teh je prav gotovo ta, da ko imamo priložnost, da odločamo o takšnih stvareh, kot je to, da spravimo z vso navlako preteklosti in da končno enkrat pogledamo resnici v oči, ki nas bo potem lahko vodila naprej, da to tudi naredimo. Hvala lepa. Res sem zavil z očmi, zaradi tega, ker vas bom izval romana z vprašanjem, a bi vi Alenki Bratušek 1000 evrov posodila. Če mislite, da je Slovenija kreditno sposobna država, jaz moram reči, da meni vsi kazalci kažejo dol. Namreč, če pogledate ne samo agregatno zadolženost, 81% BDP-ja, ampak dejstvo, da za obrestne odhodke letno dajemo 1,2 milijardi evrov, pri čemer je res, da so proračunski odhodki 9 milijard in da jih zberemo z vsemi davčnimi in nedavčnimi veri 8 milijard in pol, je problem, da nam
ko se leto začne, 18% davčnih prihodkov dajemo samo za obresti. Pa ste Slovenska vojska ima proračun 370 milijonov evrov. Za obresti dajemo skoraj da 4-kratnik tega. Dajemo enkrat več kot za znanost, damo enkrat več kot za visoko šolstvo. Skratka, znašli smo se v klasični dolžniški pasti in res je, tuji špekulativni skladi tvegajo s tem, da računajo, da nas bo na koncu reševala bruseljska konjenica. Grški primer kaže, da se bodo na koncu dneva opekli. Zakaj? Ker skupnih obveznic ne bo. Tako da jaz moram reči, da sem zelo daleč od tega optimizma, da kako smo mi še kreditno sposobni, ravno zaradi tega, ker so naši obrestni odhodki tako visoki. Res imate približno 8 držav Evropske unije, ki imajo delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu nad 100%. Da imate Japonsko, ki ima delež javnega dolga 200%, ampak Japonska se zadolžuje po realno negativni obrestni meri. Mi se zadolžujemo po 5% obrestni meri in nas bodo obrestni odhodki pokopali. Nemčija, na primer, ima Sloveniji primerljiv delež javnega dolga, ampak delež obrestnih odhodkov Nemčije je 4-krat nižji v bruto domačem proizvodu. Se pravi, bi lahko bil njihov javni dolg 4-krat večji, da bi imeli iste odhodke. Skratka, tu moram reči, da tega optimizma ne delim, da sem prepričan, da v roku, pa bom tvegal biti prerok v lastni domovini, do leta 2000, konec leta 2015, bomo v Ljubljani plesali sirtaki. Grška usoda nas čaka, to je popolnoma jasno. Mene so razglasili za norega, ko sem leta 2010 dal napoved, da v nekaj letih gremo mi po grški poti, pa takrat, paste, je bil delež javnega dolga 45%, v samo 5 letih, od leta 2008 nam je narasel iz 23,5 na 81%. Hkrati je Slovenija, na primer, rekorder v najslabših makroekonomskih kazalnikih. Če ste danes zasledili, prvak v proračunskem primanjkljaju, lanski 14,7%, najvišji v Evropski uniji. Slovenija med prvimi 3 najslabšimi državami po padcu bruto domačega proizvoda 2008-2013. Naš BDP v lanskem letu je bil samo 91% tistega iz leta 2008. V 5 letih smo skoraj 10 odstotnih točk izgubili. Slabši od nas samo 2 državi, Grčija in Hrvaška. Res lepa družba. Ampak če se vrnem na našo temo, zakaj je pomembno iti na referendum? Na eni strani sam vidim moralni argument. Se pravi, da je ta narod potrebuje očiščenje, katarzo, pogled v ogledalo, pogled v preteklost, pogled, da je bilo obdobje 1945 oziroma 1941-1990 zelo umazano. Da je bilo to obdobje totalitarizma, da je bilo to obdobje zločinov, ki jih odkrivata Omerza in Leljak, kjer te je dolga roka države segala čez državno ozemlje, ugrabljala tuje državljane
jih mladeniče ubila in potem kot anatomski material podtaknila v grob, v družinski grob. Zavrženo do konca. Se pravi, da so si ti morilci vendarle imeli neko vest, ker so vedeli, da delajo narobe, da to, kar počnejo, je zločin. Kot anatomski material, grozljivka. Zakaj je pa to za našo generacijo pomembno? Ne samo zaradi moralnega očiščenja, ampak ker sem prepričan, da je zavožena Slovenija, kot jo poznamo leta 2014, pojasnljiva s preteklostjo. Da je to, kar počneta Omerza in Leljak, izjemno pomembno. Zakaj? Ker pojasnjuje mehanizme, kako je ta totalitarni režim preživel. Se vam zdi normalno za neko državo, ki je vstopila zelo zgodaj v Evropsko unijo, ki je članica NATO, evrske skupine, da 70-letni, oziroma zdaj že 74, marca, pa 80-letni, 90-letni starci, pa ne tega imati kot slabšalno, mislim na Kučana, mislim na Zemljariča in mislim na Zdenka Rotarja. Poljubno 25 let skoraj da po osamosvojitvi ustanavljajo stranke, likvidirajo ustvarjene behemote, kot je Janković, in jim je na voljo cel medijski aparat, jim je na voljo cel pravosodni aparat. Skratka, nimamo normalne demokracije, imamo neko izrojeno obliko gerontokracije, vladavino starcev, udbovskih in CK-jevskih struktur, ki iz ozadja še po 25 letih od začetka družbenih sprememb vlečejo šahovske poteze. Kakšne so te poteze? Da si vedno znova izbirajo kronske prince, pa naj bo to Tone Rop, naj bo to Katarina Kresal, naj bo to Zoran Janković, naj bo to Gregor Golobič. In ko so amortizirajo, jih izpljunejo. In prihajajo vedno novi. Prihaja Miro Cerar, prihaja Igor Šoltes, pomenljivo, vnuk komunističnega krvnika Edvarda Kardelja. In zato je ta kontinuiteta, o kateri govorijo knjige gospoda Leljaka, tako pomembna za sedanjost in je tako pomembna za prihodnost. In je potrebno reči ne zapiranju arhivov. Ne zaradi tega, ker bo imel gospod Leljak težave. To je parhlaj na mojem supliču. Nepomembno. Mene to, vsi sočustvujem z njim, ampak to je problem njega. Moj problem je, ker mi tiste strukture meni, moji staršem, mojim otrokom onemogočajo normalno življenje. Med vami so upokojenci. Za pokojnine, ki niso utemeljene v plačanih prispevkih, dajemo 400 milijonov evrov. Veste, kakšen denar je to? In tu se moram posuti s pepelom, da
ravno Janševa vlada, ko je imela možnost očistiti pokojninsko blagajno, nismo tega storili. Jaz sem bil zraven pri sprejetju pokojninske reforme, zelo sem si za to prizadeval, osebno bil največje razočaranje, ker tega nismo storili, ker imamo danes 161. člen ZPIZ-2, kjer gospodje, ki so ukazovali umore, ki imajo krvave roke, tamle dol, en vaš iz Krškega, po imenu Silvo, je že eden takih, ki ima maksimalno pokojnino, privilegiranec pokojninski, tisti 74-letnik ima 3500 evrov pokojnine po zaslugi gospoda Tonina, mostograditelja, ker je potrebno pustiti preteklost in se usmerjati v prihodnost. Ne. Zaradi tega, ker nismo razčistili s preteklostjo, imamo stanje, kakršno imamo. In zdaj seveda bi bilo iluzorno pričakovati, da nas bo pale referendum odrešil. Ne bo nas. Ne. Tudi, če bomo šli v zadostnem številu, mimogrede, velik problem bo zaradi tega, ker smo si v lanskem letu spremembo zakona o referendumu in ljudski iniciativi onemogočili praktično uspeh na referendumu, ker potrebujete približno udeležbo 340 000 volivcev, to bo zelo težko, ampak ni nemogoče, poglejte. SDS-u je uspelo v teh časih družbene anomije, obupa, zbrati 47 000 podpisov. Prepričan sem, da ste tisti, ki ste tukaj, marsikdo od vas prispevil svoj podpis. Se pravi, da vam ni vseeno in je treba iti na volišče, reci ne Kučanu, ne Zemljariču, ne Rotarju, dosti vas imamo, uničili ste državo, ne njihovi amortizirani marioneti Bratuškovi, ki je uspelo nemogoče, v 2 slabih letih nas bo zadolžila za 14,4 milijarde evrov. To je 40% bruto domačega proizvoda. Mislili ste si gotovo, da večjega moram izbrati politično korektno oznako za sedanjega predsednika države, ker ne bi rad tvegal nove kazenske ovadbe danes, Boruta Pahorja. V 3 letih sta nas Križaničem za 8 milijard zadolžila. Večjih diletantov in nesposobnežev si človek ni predstavljal, ampak so. Čufar in Bratuškova sta v letu pa pol dosegla 14,4. Mislim. Kako zdaj to preseči? Bojim se, da bo pot zelo grenka in težka. Da režiserji v ozadju računajo, oziroma so splanirali, in jutri bom to potrditev dobil, obsodilno sodbo Janeza Janše, politično likvidacijo, s tem tudi stranke, da bodo potem v bistvu potihem podprli Zorana Jankovića, inducirali politično krizo, jesenske predčasne volitve in s tem zagotovijo preživetje Milana Kučana, Janeza Zemljariča, Zdenka Rotarja,
za nadaljnji, ne bom rekel 4 leta, ker ta mandat ne bo poln, ampak ne bodo tvegali sklenitve mandata te vlade. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je ta ženska v bistvu najboljša, kar se tiče uničenja komunistične kontinuitete. Tako sposobne oziroma nesposobne osebe si človek ne more želeti. Tako da je za pomladno usmerjene državljane najbolje sedeti na ograji, žvižgati in čakati, da ta trupla, politična trupla, priplavajo. Bojim se seveda, da ne bomo dočakali redne sklenitve mandata leta 2015, ker enostavno te strategije iz ozadja v Murglah, generalštabu, imajo vse splanirano. Vse splanirano in je to samo stvar za naivneže, da če pustijo žensko do konca 2015, potem je s komunizmom v Sloveniji konec. To je zelo drzna in optimistična napoved Brščiča. Postranska škoda bo seveda popolno uničenje države. Jedli bomo travo, lahko nekateri dobesedno. In tu tudi optimizma gospe Tomčeve ne delim, da bojo ostale pokojnine nedotaknjene, ker ko bo zlom, bo hudo, zelo hudo. In naša zgodba ne bo primerljiva Irski, ampak bo primerljiva Grčiji. To, kar se dogaja v Grčiji, se bo ponovilo v Sloveniji. In morda je to pravzaprav neizbežno, se pravi, da mora država pribiti v beton. Da potem lahko ugotovimo, da smo cel proces tranzicije družbenih sprememb zavozili. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker nismo obračunali s preteklostjo. Zdaj, kako potem na novo, po tem popolnem sesutju zastaviti državo, neizbežno, podobno kot v Grčiji, bo potrebna sprememba volilnega sistema. Brez spremembe volilnega sistema, verjemite, ne bo družbenih sprememb. Ker načrt Murgel je jasen. Po starem volilnem sistemu jeseni predčasne volitve in potem vlogo Gregorja Viranta prevzema Miro Cerar, novega Drnovška imajo Kardeljevega vnuka. Kako bodo sestavili ker morate vedeti, da Kučan pa do 46 zna šteti, v nasprotju z njegovim varovancem Jankovičem, z obnovitvijo modela SZDL-ja. To pomeni vse pluralizem samoupravnih interesov, to se pravi, da bodo tudi krščanske socialiste iz NSI-ja in Slovenske ljudske stranke inkorporirali v ta model in da bo SDS edini in Janez Janša seveda kot moteči element. Janša bo poskušal z udarom, ki bo sledil v naslednjih 2 dneh, postaviti pred zid in potem inkorporirati te mostograditelje v neko že videno
že videno koalicijo. Zdaj, če se bo ta scenarij, ki sem ga opisal, zgodil, potem se Sloveniji, mislim, ne piše nič to. Bomo v vsakem primeru leta 2015 bankrotirali, ker ta model politike preprosto ne deluje. Socializem ne deluje. Ni deloval leta 45, ni deloval leta 70, ni deloval leta 90, ni deloval leta 2000 in verjemite mi, ne deluje niti leta 2014. In ne deluje ne na Švedskem, ni deloval, ne deluje danes v Venezueli, nikjer ne deluje. Se pravi, da je treba Slovencem zbiti z glave socializem in očitno smo tako glup narod, ko se kera, da potrebujemo res to na trgu. Se pravi, da bomo travo jedli, da tako ne gre naprej. In potem boste videli, bo pa prišlo do spremembe volilnega sistema. Tako kot v Grčiji. Kar naenkrat so imeli leta 2012 dvojne volitve, najprej ene volitve, na podlagi katerih niso bili sposobni sestaviti vlade, na kar jim je Evropska unija rekla, dragi Grki, s tako vlado ne bo šlo in je bil pogoj sprememba volilnega sistema takšna, da je zmagovalni stranki dala 50 dodatnih glasov. To ne pomeni, da bomo uvedli večinski sistem, ampak gotovo bomo šli v smeri večinskega sistema. Verjetno nekje v kombiniran volilni sistem, kar bo plus dvig seveda praga saj na 5%. Zakaj? Ker je potrebno verolomne politike tipa Gregor Virant, Karel Erjavec preprosto zbrisati iz političnega prostora, ker, če pogledate, kaj je skupni imenovalec vlad v zadnjih 16 letih. Ne Gregor Virant sicer, ampak Karel Erjavec. On je the kingmaker and the undertaker vsake koalicije, in troublemaker, tako, ki onemogoča, da se v državi karkoli spremeni. In moja teza je, poglejte, Romana je govorila o simptomih slovenske bolezni. Verjemite mi, slovensko gospodarstvo je neverjetno odporno. Če ne bi imeli Mittelstanda, srednjih, majhnih podjetij, nekaj jih je tudi v Sevnici, bistveno po mojem premalo, brez tega bi že jedli travo. Se pravi, vendarle, tisti del, ki je odprt, ki izvaža, ki je še neka hrbtenica slovenskega gospodarstva, je neverjetno odporen na slaboumne ukrepe, ki jih vsak dan Romana izkuša v državnem zboru. Bogu hvala, da jih meni treba gledati te obraze v živo, ne? Je dovolj en dnevnik, da se nasitiš teh maloumnih posameznikov, ampak to je izhod, se pravi sprememba političnega sistema. Trdim, da je naš politični sistem disfunkcionalen zaradi tega, ker nismo obračunali s preteklostjo in je zato to tako pomembno, da gremo in pokažemo komunistom, dosti vas imamo. Nekateri med vami zaradi tega, ker niste zadovoljni z življenjem, nekateri med vami ni všeč Alenka Bratušek, meni tudi ni, naprimer, čistko kot moškemu, dobro, to ni pomembno. Drugi ste moralno ogorčeni nad zapiranjem arhivov, ampak ne glede na to, treba je iti na volišče in reči Murglam, dosti vas imamo.
zasraste to državo in Slovenci si zaslužimo nekaj lepšega, nekaj boljšega. In bomo to dobili samo potem, ko nam bo šlo še, se bojim, še veliko slabše. Zdaj bi pa še gospodu Leljaku še prepustil 10 minut za eno dimenzijo o koncentracijskih taboriščih leta 1975, ki so jih pripravljali naši Zemljarič in kompanija. Prosim. Ja. Lep govor. Malo me postaja strah, hkrati zadovoljstvo, ker bom očitno imel še veliko dela. Gre za to, da je zgodovina resnično problem. Danes politiki se soočamo s problemom, da tudi če delijo naš denar, ne zvemo, kdo je na bankah podelil denar, kako so ga zapravljali in na kakšen način. Verjetno bo moral čez 30-40 let kakšen Leljak Roman to odkrivati, tistim rodovom povedati. Ampak zgleda, da smo tako navajeni, ker smo do sedaj skrivali svojo zgodovino in bomo zgleda skrivali tudi naprej. In enkrat bo res temu treba reči konec. In mislim, da smo mogoče imeli srečo in da smo mogoče zdaj na pravi poti, da bomo vsaj nekaterim posameznikom v Udbi pokazali, da niso delali prav in da bojo v kratkem, vsaj Gorenc, Zemljarič, dobili vabilo, da grejo malo na dopust v zahodne države, v katere so se včasih ilegalno sprehajali. Mislim, da bo to zelo kmalu, dokazal je več kot dovolj. Veste, da smo našli, da sem našel celo zvočno zaslišanje Stjepana Crnogorca, ki so ga zaščevali takrat v Ljubljani. Da so se našli konkretni dokumenti o tem, da je slovenska Udba izvajala umore v tujini, tako da dokazuje dovolj potrebno še malo časa in bo zadeva šla naprej. Tole ponovadi, ko pridem kam eno stvar pokažem na novo, tole verjetno nihče še ni videl v Sloveniji, ker boste vi danes prvič. Ni mi bilo enostavno, ko sem gledal te papirje, kaj so načrtovali. Gre za leto 1975. Konec 1974. leta je na oblast Udbe prišel Janez Zemljarič. Predtem je bil šef kliničnega centra v Ljubljani. Iz ene skrajnosti direktor humanitarne organizacije bolnice postane direktor Udbe. To je možno verjetno samo v Sloveniji, pa nikjer na svetu, niti v afriških državah. No in tista leta 70-ta so bila zaznamovana od mas pokreta na Hrvaškem, Kavčičeva leta v Sloveniji, mladinska gibanja v Beogradu. In moram povedati, da je bil Tito zelo nestrpen. 75. leta, 15.6.75 je izdal posebno direktivo, tako se imenovala direktiva, ki je bila naslovljena na predsedstvo CK Jugoslavije, na vsa predsedstva CK Slovenije. Oni so potem dali dalje, ker Tito je kontaktiral glavno samo za centralni komitej Republik in Zvezdnega. In v njej napiše jasno. Da bi vam to pojasnil, moram par stavkov povedati o Udbi. Udba je delovala v glavnem na 3 področjih. Prvo, preko 60% svojega dela so uporabili za tako imenovanega notranjega sovražnika. Poenostavljeno povedano, notranji sovražnik je nasprotnik komunistične partije. Kdorkoli ne misli kot oni, se je notranji sovražnik. Čisto enostavno. Potem imamo področje ekstremne imigracije. To so tisti, ki so po vojni odšli iz te države, oziroma ki so ekonomske imigracije emigrirali 50-60 let in živeli v tujini in tu so delali približno 25% in nekih dobrih 10% so na tretjo dejavnost, to je pa obveščevalno oziroma kontraobveščevalno službo. Tisto, kar bi morali resnici delati, so delali najmanj.
največ pa na tem notranjem sovražniku. No in tej direktivi Tito jasno zapiše, in to smo zdaj tudi predali nemškim preiskovalnim organom, da je pa zdaj tega dovolj. Kar se tiče notranjega sovražnika, pripravite, če bi se zgodile kakšne koli demonstracije, izredne razmere, da je takratna jugoslovanska policija v enem dnevu sposobna vse to umiriti. To naredite takoj, kar se tiče notranjega sovražnika. Kar se pa tiče isto, pa velja za ekstremno imigracijo in seveda pristopijo k realizaciji. Najbolj hitra realizacija je bila ponovno Slovenija. In začnejo izvajati, malo slabše boste videli, ampak sprejmejo akcijo Karavanke Z. Karavanke, verjetno nas poznamo, zakaj imajo ta Z oznako, ne vem. Naredijo načrt ukrepov. Ta načrt ukrepov v bistvu pomeni, da naredijo seznam vseh notranjih sovražnikov, vsi tisti, ki so izstopali iz kakršnikoli pozicij notranjih sovražnikov. Sam, da vam podam podatek, pa bo spet Milana Kučana omenjal, od 1969 pa do leta 1990, ko je bil Milan Kučan član centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije v takšni ali pa drugačni funkciji predsednika marksističnega oddelka, propagandnega oddelka, kakršnega koli, je bilo v Sloveniji obsojenih zaradi političnega kriminala 2351 ljudi. 2351 ljudi je v teh 20 letih, ki je šlo v zapor, zato ker je nasprotovalo Kučanovi politiki. 75. leta se odločijo, da bojo naredili tako imenovane zbirne centre. Načrtovali zbirne centre in pripravijo posebne sezname. Sezname s področjem notranjega sovražnika, pa ekstremne migracije, določijo selekcije, kako in na kakšen način, in pravijo, da bojo naredili zbirne centre v Ljubljani, Kranju, Kopru, Mariboru, Murski Soboti in Novi Gorici. Za vsak ta center so zaposlili po 8 ljudi, ki so v tajnosti delali in so imeli kompletne sezname, in v tistem trenutku, ko bi se kakršnekoli izredne razmere zgodilo, bi v ta taborišča pripeljali ljudi in jih tam zaprli. Seveda ne bi veljala nobena zakonodaja, nobena sodišča. Edini, ki je bil pooblaščen po teh tajnih načrtih, da ljudi zapre, je bil za svojo odločbo Janez Zemljarič. Evo, tudi, če boste videli, tu imate to odločbo, osnutek, ki so ga pripravili in je podpisan Janez Zemljarič. Te odločbe piše ime pa priimek, kdo in kdaj, da se napoti v to in to zbirno taborišče, koncentracijsko taborišče. Edino, kar so tukaj napisali, da je ta zadržanje lahko maksimalno do 1 leta. Pravi, 1 leto bi te Janez Zemljarič zaprl in bi bil tam noter, dokler se te izredne razmere v takratni Jugoslaviji ne bi došli. Slovenija je imela srečo, da od 75. leta do 90 nismo prišli do teh izrednih razmer. Ravno mogoče zato, ker je takrat in demos in vse skupaj, ker je ta sprememba šla tako, kot je šla, da do te realizacije ni prišlo. Niso pa imeli sreče ostale republike. Danes, ko poslušate ta taborišča, ki so bila na Hrvaškem pa v Bosni, ustanovljena so bile po teh pravilnikih. Zato so nastajala takrat. Ko so se izredne razmere zgodile na Hrvaškem, v Bosni so to naredili in so danes vemo, kaj so s temi zaporniki naredili. Jaz verjamem, če so 45. leta z zaporniki naredili to in to, da tudi 75, 76, če bile kakšne izredne razmere, da tudi ti ljudje, ki bi bili zaprti samo za 1 leto, verjetno nikoli ne bi dočakali svobode, ali bi bili prikriti nekje drugo. Seveda so vse to znali dobro prikrivati. Evo, tukaj je en dokument, tudi iz leta 75, ko Janez Zemljarič pošle Alojza Ivančiča v KIK, tovarno orožja kemičnega in KIK kemičnega v Kamniku. V Kamniku. Pošle ga tja za nalogo,
da razvijajo eno eksplozivno sredstvo, kakršnokoli, takšno, ki bi lahko v istem trenutku uničil kompletno arhiv. Ja, to lepo tukaj vse skupaj piše. Kik je na to odgovoril, da težko razvije kakšno takšno sredstvo, da naj se posvetujejo še z JLA, z njihovo ABHO, tisto kemično oddelkom, kakorkoli so ga imenili, in da bi to naredili. Se pravi, tudi to so razmišljali, da bo dokumentacijo za sabo vse uničili in da ne bo nič ostalo. Ampak sreči, z enim raziskovanjem, z enim prodornim, dnevnim listanjem se najdejo takšni dokumenti. Jih je moč najditi, danes vemo, kaj se dogaja. In tako sem prej rekel, meni je izredno žal, da v Sloveniji ni 100 raziskovalcev, 100 zgodovinarjev. Imamo 2 velike filozofske fakultete v Mariboru in Ljubljani, ki imajo te zgodovinske oddelke. Noben profesor, še nobenega študenta ni poslal v arhiv, da bi raziskoval to področje, da bi to naredili. Ker to nam bi pomagalo, to je tista resnica. To je tista resnica, ki bi tudi politike naučili, da tudi danes to, kar počnejo, morajo početi transparentno, tako, da vsi to ljudje razumejo, da jim je jasno, da ne bo nič prekritega. Ne pa, da vsak dan poslušamo, kje je teh 100 milijonov, pa ne moramo povedati, pa to so osebno občutljivi podatki, vse skupaj osebno občutljivi podatki so v Ljubljanski banki, pa osebno občutljivi podatki so v arhivih, vse posod so neki podatki, mi pa moramo vsak dan živeti. In moramo živeti v tistih nekaj evrov, ker jih imamo v žepu. Zato menim, da je to vprašanje zelo pomembno. In cilj je, da končno to zgodovino končamo enkrat s tem, ampak ne na to, da jo pozabimo. Ne, zdaj se pa v tem več ne bomo pogovarjali, ne ostane, naj tam tišči. Ne, zgodovino moramo prebrati vse, resnicijo povedati vsem, tisti, ki so karkoli odgovorni, naj odgovarjajo, vsi ostali pa si nam točimo čistega vina in začnemo živeti naprej. In potem bojo tudi politiki, ki nas danes vodijo, razumeli, da morajo čisto vino piti in da nam ne morejo prikrivati ničesar. Danes nam prikrivajo veliko več. To, kar se danes dogaja, verjemite mi, da je podobne zgodbe tisto, kar se je dogajalo nekoč, ko so se predstavniki UDBE dogovarjali, kaj bomo zdaj naredili, ko se skupaj. Naprimer, če vzamem datum 16.9.1989 leta, tega dneva Milana Kučana ni bilo v pisarni, je bila samo njegova tajnica. Našel sem dokument, ki piše. V tistem dnevu je Milana, ki se je pisala vse telefonske klice, v tistem dnevu je Milana Kuča poklicalo 19 slovenskih direktorjev. Med njimi tudi takratni direktor pivovarne Laško, med njimi ga je poklical tudi direktor Emone, gospod Jankovič. Klicali, vse skupaj. Danes se sprašujem, kar meni osebno ta dokument poveda. Kaj imajo takratni direktorji klicati predsednika CK-ja Slovenije? To samo dokazuje, da je gospod Milan Kučan takrat imel kompletni nadzor nad celotno gospodarstvo. In ta nadzor nad kompletnim gospodarstvom ni izpustil iz rok niti danes nobenemu. Zato je tako močen in Zemljarič, in Gorenc Silvo. Jaz sem v tej zadnji knjigi UDBA poskušal vse te malo zgodbe opisati, koliko se je dal. Naslednji, čez 10. maja mi izide že drugi del, ker bom nadaljeval s tem zadevo, da čim več ljudi spozna to res grenko resnico. Res jo moramo odpreti, res jo moramo naučiti, ker ta resnica zgodovinska bo naučila sedanje politike, da morajo biti odprti, iskreni in pošteni do ljudi. Nekaj pa samo delajo v ozadju, prikrivajo, zakrivajo in tukaj takrat jim tudi življenje nič ni pomenilo. Danes pa pač življenje ne jemljajo. Verjamem pa, da je veliko sodb na sodiščih izrečenih, ki jih ne bi smelo nikoli biti izrečeno. Tega pa zelo veliko. In danes pravnomočna sodba v Republiki Sloveniji, verjemite mi, ne velja nič. Ker bo verjetno polovico teh sodb čez 30 let anuliranih in bo na novo postavljeno nekih novih civilizacijskih pravnih normah, ki bojo res dokazali, kdo je kriv, kdo pa ni. Toliko hvala.